Dragi moji najmlajši prijatelji, v teh dneh, ko ste res veliko doma, sem za vas pripravil 5 pravljic, ki so izšle v 2 knjigah, v knjigi Čebelje dogodivščine in v knjigi Pravljice o živalih. Najprej vam bom prebral, da vam ne bo tako dolgčas, pravljico Čebelica Lea. Takole pravi. Prišla so leta, ki so v moje življenje prinesla ljubezen, ki jo poznajo le tisti, ki so jo imeli srečo okusiti. Ljubezen, ki jo lahko prinesejo le vnučki. In kaj je lepšega, kot svojim vnukom napisati pravljico? Verjetno marsikaj, ampak tudi to je nekaj. Seveda je bila Lea kot prvorojena vnučka tudi prva, ki je lahko pravljici prisluhnila. Bilo je dan ali dva pred novim letom, ko sem sedel na stopnicah garsonjere v Termah Lendava, Lea pa mi je sedela v naročju, tako da sem mi lahko zrl v njej prelepi obraz. Ata Igor, ni znala reči še R. A mi veš Pavlico, tisto od Belice? Se je proseče zazrla vame s svojimi zelenimi očmi. Prav, ti jo bom pa povedal. Veš, to pravljico o čebelici sta poslušala že tudi tvoja mamica Liljana in tvoj stric Borut. Spomnim se teden prej, ko si mi prav tako poskušal povedati pravljico o čebelici. Verjetno je bila takrat še premajhna, da bi ji prisluhnila do konca. Zdaj, na pragu 2 let, je bila očitno pripravljena. Naenkrat tistega dne si mi moral pripovedovati znova in znova. Tudi mesece posneje se je ni naveličala. Seveda sem sproti dodajal nove in nove povedi. Tako kot je pred desetletji pravljica rasla ter se razvijala z Liljano in Borutom, se je zdaj razvijala z Leo. In prepričan sem, da tudi z Mihom, s Tristjanom in z Lukom. Zato je prav, da vam v branje ponudim vsaj približno odraslo. Takole gre. Pogled na cvetoč travnik je bil prekrasen. Sonce, ki je pravkar pokukalo iznad bližnjega hriba, je travnik obarvalo z zlato-rumenimi žarki. Že tako lepe cvetlice so bile še lepše. Drobne kapljice, jutranje rose so se lesketale v soncu in počasi izginjale, do naslednjega jutra, ko se bodo, kdo ve od kod, spet pojavile. Kako lepo se je prebuditi v sončno pomladno jutro, si je zabrenčala mami Lili. To morata videti moja otročička ter otročiček čebelice Cvetke in čebeljega hišnega mojstra, je vzkliknila. Cvetka je poznala prav vse cvetlice. Poznala je ime za vsako, poznala je tudi njihove zdravilne učinkovine. Vseh koncev so prihajali k njej po nasvet. Vedela je, katera roža odpravlja prehlade, katera glavobole, starejši so želeli vedeti, katera pomaga pri revmatizmu, mlajši, katera ima v sebi največ modrosti. Ja, zelo so želeli biti tako modri kot starejši, ali pa taki mojstri kot Trod. Mi mu bomo rekli kar Čebeljek, torej Čebeljek mojster. Tudi njega jih je veliko spraševalo za nasvet. Ni bilo stvari v čebelnjaku, ki je ne bi znal opraviti. Znal je poprijeti za vsako delo. Poznal je nešteto orodij in, kar je najpomembnejše, svoje bogato znanje je znal prenašati naprej. Ni bil tak kot nekateri drugi, ki so znanje sebično skrivali. Zelo podobnih lastnosti in dobrote je bil tudi nekoliko starejši čebeljek Umko, Lilijin partner. Zanj je veljalo, da ko nihče drug ni poznal odgovora, ga je on poiskal v prav posebnem čebeljem računalniku, saj je želel prenašati znanje, kako upravljati računalnik na druge čebelje prijatelje. A kaj, ko so bili vsi tako navezani na svoje delo, da jih ta ni prav veliko zanimal. Po drugi strani pa so si rekli, kaj se bomo trudili iskati odgovore, kakšno vreme bo, kako se pripravi propolis ali matični mleček.
Odgovore bo poiskal Umko. Življenje je teklo po ustaljenih tirnicah. Največ čebelic si je dalo opravka z letenjem s cveta na cvet. Otovorjene s cvetnim prahom in z nektarjem so uro za uro, dan za dnem v čebelnjak pridno prinašale naravne dobrote. Tam so jih pričakale že malce ostarele čebelice, ki so prineseni tovor lepo razporedile na pravo mesto. Močnejši so poskrbeli, da kakšen nepridiprav ni zavil v njihov čebelnjak, kajti vedno se je od kod prikazala kakšna nadležna osa, čmrlj ali celo sršen, ki so želeli brez dela priti do slastnega medu. A srčni in pogumni vojaki so vsakokrat poskrbeli, da so se prav vsi na koncu jezno obrisali pod rilčkom in s praznimi želodčki odleteli srečo iskat kam drugam. No, kaj je, zaspančki, se ne boste prebudili? Sonce je že skoraj povsem stopilo, jutranje roso s cvetlic, ki čakajo, da jih obiščete. Je mama Lili z malo povzdignjenim glasom zaklicala skozi odprtinico, da se je slišalo prav vse dele notranjosti lepo poslikanega čebelnjaka. Ja, njihov gospodar, ostareli čebelar, je vedel, kako je treba poskrbeti za tista dela, ki jih čebele niso bile sposobne opraviti. Imel je tudi poseben dar, da je znal z drobnim čopičem in barvami poslikati vsak del čebelnjaka, da so ga občudovali mnogi. Ogledovat so si ga prihajali čebelari od blizu in od daleč, a tako lepega niso uspeli postaviti, kaj šele tako lepo poslikati. Oho, kako ponosne so bile čebele na svojega dobrega gospodarja, ki je pozimi, ko paša ni bila mogoča, tako lepo poskrbel, da niso bile lačne in žejne, pa tudi zeblo jih ni nikoli. Ni bilo tako hudega mraza, ki bi lahko prišel v notranjost čebelnjaka, v katerem so čebelje družine mirno počivale in se pripravljale na pomlad. Za nameček pa njihov čebelar ni uporabljal škropiv, ki bi škodila čebelam. Če je že škropil, je to počel z naravnimi škropivi, ki jih je pripravil doma, z lečki njivske preslice ali črne koprive. Ja, že prihajamo, le nogice si še pretegnemo in krilce raztegnemo, se je slišalo iz notranjosti. Prva se je na robu čebelnjaka, od koder je vsako jutro poletela proti bližnjemu cvetočemu travniku, pojavila drobcena čebelica Leja. Za njo še čebelek Miha in skoraj hkrati še najmlajši čebelek Leon. Ti trije so bili najboljši prijatelji. Nenazadnje so bili tudi najbližji sorodniki. Vedno so se držali drug drugega in tudi na pašo so hodili skupaj. Ko so bili zbrani vsi, se je pred njih postavil čebelek Umko in vsakemu posebej naročil, katero delo mora opraviti. Čisto na koncu se je obrnil še k čebelku Mihu in mu rekel: Ti boš danes oddalec spremljal in pazil, da se kakšna čebelica ali čebelek ne poškoduje ali, bog ne daj, izgubi. Ti mali čebelek Leon pa boš šel z njim in se učil modrosti od svojega bratranca. Mojster, ti pa kar v čebelnjaku ostani. Dela imaš na pretek. Nekaj vijakov je treba priviti, tudi 2 posodici za propolis in matični mleček sta malce dotrajani in potrebni, da je v roke vzame čisto pravi mojster, kot si ti. Ni treba poudarjati, da so čebelko mojstru slišane besede zelo godile. Ampak malo mi boš moral pomagati, ker vsega sam ne bom zmogel, je rekel. To je rekel tudi zato, da Umko ne bo spet ves čas pred računalnikom. Tudi Mihi se je zdela zaupana naloga zahtevna in primerna za njegove sposobnosti. Niti najmanj ni dvomil, da ji ne bi bil kos. Le malo žalosten je bil, ker tokrat ne bo letel skupaj s sestrico čebelico Leo in še na majhnega Leona bo moral paziti. Miha, pazi na Leo, saj veš, kako je radovedna, kako hitro zaide svoje poti in se nesrečnica izgubi. Potem jo pa iščemo do trde teme. Ga je potiho, da je Lea ni slišala, poprosila mama Lili.
Bom, mami, bom, je zaklical njen sinček in že sta z bratrancem odletela zahtevni nalogi naproti. Tudi čebelica Lea. Še prej si je pomencala oči, malo zazehala in že je odletela do prve vijolice. Hitro je posrkala vse, kar je bilo v cvetu, potem pa odletela na Marjetico. Oh, kako si lepa, prav vse ste lepe, prekrasne. Kar ni mogla brez pohval na račun tisočerih cvetic, ki jih je obiskala. Svoje delo je že skoraj opravila, ko je zagledala postavno in visokoraslo ivanjščico. Te cvetice je imela najrajši. Beli cvetovi so bili prekrasni. Bili so na vrhu dolgega stebelca, da se je lahko po mili volji gugala sem in tja. Ni se mogla upreti. Priletela je do najvišje in malce neprevidno pristala povsem na robu cveta. Ivanjščica pa se je močno zamajala. V naslednjem trenutku se je vitko stebelce prelomilo in čebelica Lea je z velike višine padla na prodnata tla in sicer tako narodno, da se je zaslišalo: Au, bzz, boli. S prednjimi nogami si je otipala levo zadnjo nogico, ta je bila polna cvetnega praha in tako zelo boleča, da je takoj zajokala, malo od bolečine, malo pa tudi od strahu. Čeprav se je še tako trudila poleteti proti domačemu čebelnjaku in pri čebelici Cvetki poiskati pomoč, pri mamici Lili pa tolažbo, ni šlo. Kakor hitro se je postavila na poškodovano nogico, že je ta klecnila in padla je na hrbet. Blizu sta Miha in Leon opazovala, kako pridni so njuni čebelji prijatelji in čebelje prijateljice. Le kam je odletela ta čebelica Lea, se je Miha obrnil k Leonu. Tudi sam že nekaj časa oprezam, na katerem cvetu sedi ta moja živahna in radovedna sestrična. Verjetno se nama je kje skrila in naj z nasmeškom opazuje, kako jo iščeva. Miha je malo pomislil, potem pa rekel: Že mogoče, ampak malo me pa vendarle skrbi. V tistem trenutku pa sta do njiju prišla oddaljeno stokanje in jok. Upam, da to ni glas moje majhne, radovedne sestre, se je tolažil Miha, čeprav je bil vse bolj prepričan, da jok prihaja naravnost iz Lejinega grla. Dobro ga je poznal. Neutvorežljivo je jokala, ko je bila še majcena in je mamica ni pustila na pašo. Lejin jok je bil vse bližje in vse močnejši, tako da je bilo oba čebela fanta že pošteno strah. Srčno sta upala, da se njuni ljubljenki ni zgodilo kaj hudega. Kar zmrazilo ju je ob tej grozni misli. Šele ko sta priletela skoraj čisto do nje, sta jo opazila. Vsa objokana in s čudno zasukano zadnjo nogico je nemočno ležala na hrtu pod zlomljeno ivanjščico. Takoj sta vedela, da se je želela njuna Lea spet malce pozabavati in da je bila pri tem malce nerodna. Ne morem vam povedati, otroci, kako se je čebelica Lea razveselila njunega prihoda. Zdelo se je, da je tudi zlomljena nogica ne boli več. Vedela je, da jo bosta že kako spravila na varno v zavetje čebelnjaka. Na hitro si je s prednjima nogicama obrisala solzne oči in svojima rešiteljema na hitro povedala, kaj se ji je pripetilo. Hitro, je prestrašeno zavpil čebelek Miha, ki je le nekaj metrov stran od Lee opazil nevarnost, se plezečo nevarnost, ki bo zdaj pohrustala, prisopihala do Lee in jo pohrustala. Opazil je tudi Leon. Kar se da hitro sta Leo poprijela, vsak za eno sprednjo nogico in skupaj so še pravi čas poleteli, sicer res da počasi, a proti varnemu zavetju domačega čebelnjaka. Tam jih je že nestrpno čakala zaskrbljena mamica Lili.
Tako je vedela, da z njeno čebelico Leo nekaj narobe. Še preden so pristali na robu čebelnjaka, je že poklicala čebelico Cvetko in čebelka Umka ter Mojstra, ti bodo gotovo vedeli, kako in kaj. Mislim, da ima zlomljeno zadnjo nogico, je hitro ugotovila čebelica Cvetka, potem ko je čebelico Leo iz svojega objema končno izpustila mamica Lili. Takoj skočim po 2 trši slamici, ki bosta pravšnji za oporo zlomljeni nogici. Ti, Umko, pa poglej v računalnik, kakšno zmes voska potrebujemo, da ji ga skupaj s slamicami uvijemo okrog nogice. Pa pohiti, je še malo glasneje zaukazal Lejnemu očetu, ki je bil ob nesreči svoje ljubljenke povsem zmeden in nesrečen. No, moja ljubica, malo slastnega medu in kapljico propolisa, da ti bodo bolečine pošle in bo prišel spanec, je nežno dejala mamica Lili. Potem so čebeli Mojstri že naravnali zlomljeno nogico, čebelica Lea tega še opazila ni in jo narahlo ovili z zdravilnim voskom. Če bo vse po sreči, bo zjutraj že spet veselo letala s cveta na svet, je ponosno dejal čebelek Mojster. Umko pa mu je pri teh besedah prikimal. Kako strah ga je bilo, da bi izgubil svojo ljubljenko. Dobro delo sta opravila, zaslužita si nagrado, je oba čebelka, ki sta rešila čebelico Leo, pohvalila čebelica Lili in jima izročila drobceno kocko pravega sladkorja. Ja, tistega, ki so ga tako skrbno hranili za hude zimske čase. Ni treba poudarjati, kako sta bila oba srečna in ponosna, da se je vse tako krasno končalo. Sploh zjutraj, ko je njuna draga čebelica Lea, najprej malo strahom, potem pa srečna in zdrava, poletela novim dogodivščinam nasproti. Tako, dragi otroci, to je bila prva pravljica. Pa srečno!